Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Presaditve organov že vrsto let marsikateremu hudemu bolniku rešijo življenje. Zadnja leta je takih v povprečju okoli 32.000 na leto. Toda ali veste, da jih je med temi le približno 850 takih, ki jim presadijo pljuča, bodisi s srcem ali brez? Kako to, da je število presajenih pljuč v primerjavi s številom drugih presajenih organov tako nizko? Zdravniki odgovarjajo, da je razlogov za to več, glavni pa je pomanjkanje pljuč primernih za presaditev. Medtem ko so pri dajalcih izbranih za odvzem organov njihove ledvice primerne za presaditev kar v 97%, jetra v 64%, srce pa v 60%, ima pljuča ustrezna za presaditev le 5 do 10% dajalcev. Toda dosežek raziskovalcev na Kolumbijski univerzi v New Yorku, o katerem so poročali v zadnjih decembrskih dneh, vliva upanje številnim bolnikom s težko kronično boleznijo pljuč. Dr. Hansu Snuku z Univerzitetnega medicinskega centra Kolumbijske univerze je namreč sodelavci uspelo v laboratoriju iz človeških zarodnih celic vzgojiti prve delujoče pljučne celice. Gre za dosežek, ki utegne revolucionarizirati dosedanje zdravljenje težkih pljučnih bolezni in bioinženiring spremeniti v realnost. Po mnenju znanstvenikov namreč ta dosežek napoveduje možnost, da bodo v laboratoriju iz pacientovih lastnih celic morda že v ne tako zelo oddaljeni prihodnosti znali ustvariti nova pljuča, taka, ki jih prejemnikovo telo ne bo kar odklonilo. Če že ne za nova pljuča, pa utegnejo take celice uporabiti za preizkušanje novih zdravil. Za nalogo torej, ki je dandanes ne morejo opraviti. Ko pacient zboli, so njegove pljučne celice ponavadi že tako uničene, da na njih ni moč nič raziskovati. Če bi nam uspelo v laboratoriju vzgojiti take celice, za katere smo prepričani, da pomenijo osnovo v določenem pljučnem obolenju, bi jih lahko proučevali v laboratoriju, kjer bi nam končno lahko odprlo pot do razumevanja teh bolezni, je agenciji Reuters pojasnil dr. Hans Snuk. V njegovem laboratoriju so poskuse opravili na tako imenovanih epitelnih celicah tipa 2, ki so ključnega pomena za delovanje pljuč. Ponavadi se bolezen najprej loti prav teh celic. Dr. Snuk pojasnjuje: številne bolezni pljuč zadevajo prav to specifično celico. Kar zmoremo storiti zdaj je, da vzamemo pacientovo kožno celico, jo reprogramiramo, pridobimo celice tipa 2 in nato v laboratoriju raziskujemo, kaj je narobe z njimi. Ko vemo, kaj je narobe, lahko šele začnemo iskati primerno zdravilo. Primer take bolezni je idiopatska pljučna fibroza, zaradi katere samo v ZDA vsako leto umre od 20 do 30 tisoč ljudi, saj zanjo ni nikakršnega zdravila. Prav zato se dr. Snuk s to novo metodo namerava posvetiti prav tej bolezni. Druga, še bolj vznemirljiva možnost, ki jo njegov dosežek obeta, pa je razvoj pljuč v laboratoriju, ki jih prejemnikovo telo ne bi odklanjalo. Naše sanje so, da bi lahko uporabili celice, ki smo jih generirali iz pacientov, v pljuča dajalcev, iz katerih bi predtem odstranili dajalčeve celice. Tako bi dobili strukturo pljuč, napolnili pa bi jo s prejemnikovimi celicami, napoveduje dr. Snuk. Proizvesti dovolj celic, da bi z njimi naselili celotna pljuča, se zdi mnogim nemogoče. Toda dr. Snuk in njegova sodelavka Gordana Vunjak-Novakovičeva verjameta, da je kaj takega mogoče. Kako? Tako, da se v to nalogo vključi pacientov sistem proizvodnje celic. Razmišljamo, da bi zgradili zdravo jedro v obolelih pljučih in se na to zanašali, da bo to v pacientovem telesu sprožilo postopek regeneracije. V laboratoriju smo se prepričali, da to načelo deluje v številnih različnih tkivih, zato ga želimo preizkusiti tudi v pljučih, pojasnjuje dr. Vunjak-Novakovičeva. Zveni zelo obetavno, vendar pa tudi sami raziskovalci priznavajo, da je do takih pljuč še dolga pot. A prepričani so, da doba z bioinženirskimi metodami pridobivanja organov od jeter do pljuč ni več nekaj oddaljenega, pač pa je nekaj dokaj blizu. To pa je razlog za upanje vseh številnih bolnikov s pljučnimi obolenji.